Tudi javni zavodi delujejo, ostali poleg šole in vrtca delujejo drugače kot sicer. Mogoče najbolj tipičen primer je knjižnica Medvode tukaj zraven. Kaj lahko pričakujemo v knjižnici Medvode, glede na to, da je vendarle omejila delno svoje delovanje? Ja, knjižnica Medvode je skladno z zahtevo Ministrstva za kulturo zaprla svoja vrata v petek zvečer. Po drugi strani pa so se prijazno odzvali, zato jim to res štejemo velik plus. Potrebo se je zavedati, da ta kriza ne bo trajala nekaj dni, ampak bo po vsej verjetnosti trajala nekoliko dlje. Da morajo ljudje imeti tudi možnost do tega, da kvalitetno ta čas preživijo, in ena izmed glavnih kvalitet je to, da imajo dostop tudi do branja. Zato sem hvaležen knjižnici Medvode, ki je kljub temu, da je zaprta, izvedla izreden program, kjer lahko ljudje na njihovo telefonsko številko gradivo naročijo in ga na stranskem vhodu prevzamejo vsak dan med 8 in 15 uro. Ravno tako lahko vračajo knjige pri stranskem vhodu, kot je to že nekaj časa v navadi. V primeru podaljševanja tega pa so seveda na voljo tudi na telefonu. Tako da gre za en drugačen ukrep, kot so ga vajeni po širom Slovenije, neko dodano vrednost, za katero pa smatramo občina in tudi knjižnica, da bo v veliko podporo, predvsem na tako psihološko, našim občanom v prihodnje. Naj ne pozabim, naši sodelavci v knjižnici so zelo napolnili tudi vse knjigobežnice, torej tiste male hiške, malo večje kot ptičje hiške, ki so po občini. Ljudje tisto gradivo lahko, knjižno gradivo lahko vzamejo domov in ga tudi obdržijo. Tako da vse, kar je v knjigobežnicah, lahko poberejo. Ko bodo knjigobežnice prazne, bodo naši sodelavci to ponovno napolnili z gradivom in ljudje lahko vzamejo domov, obdržijo te knjige. Govorimo o knjigobežnicah, seveda ne pa tiste, ki si jih izposodijo v sami knjižnici Medvode.